Živijo sem in zdaj spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti tale make-up challenge, kakor ste lahko razbrali iz naslova. In zaradi tega sem se odločila tudi tale intro, začetni del posneti na začetku, torej ko še nimam nič na sebi, preden začnem s celotnim potekom in make-up postopkom, ker sem želela v bistvu, da pogledate video do konca, da vidite, kako sem se odrezala. Tole je moja nova barva las, še to da omenam, glede na to, da ste me itak unika me spremljate na Instagramu, videli, da sem se v ponedeljek pobarvala, sem rekla, da v nedeljskem videu, se pravi današnjem, vidite mojo novo barvo. Tole je moja barva, v bistvu ni daleč stran od moje naravne, tako da to je to. Zdaj pa po moje najboljš, da gremo kar takoj v video, ker dejansko ne vem, koliko časa bom rabila, da naredim z levo roko make-up. Jaz upam, da ne predolg, bomo pa videli. Še to, preden začnem. Jaz si bom musko dala verjetno na radiju za zraven, zaradi tega, ker rabim nekaj, da me sprošča vmes, ker znam biti mečken živčna. Nisem še nikoli delala samo z levo roko make-upa, tako da mogoče boste v ozadju slišali musko, ampak ni panike, itak je radio, tako da bo v redu glasba. Zdaj pa gremo v video. Začela bom z mojo dnevno kremo. V tem videu ne bom dolgo razlagala o izdelkih, ki jih uporabljam, ker pač ni point v temu, ampak bom v bistvu samo nanašala in bomo probali narediti en tak full glam make-up, če lahko temu tako rečem, s umetnimi trepalnicami, popolna podlaga, no, bom probala narediti popolno, bomo videli, kako bo šlo in bom dala najprej tole kremico gor, tako da samo z levo roko, kaj? Lase si bom kar nazaj spela, da me čim manj ovirajo pri postopku. Gremo naprej. Podlaga. Jaz bom danes uporabila tole od Wet n Wild. V bistvu sploh se, kakor sem že rekla, nima niti veze kaj. Važno je to, kako bomo vse skupaj. Zdaj, glede na to, da sem jaz navajena podlago si najprej dati na roko, v običajnem primeru na levo roko, bom to zdaj dala na desno in pol direkt v bistvu z gobico potapkam noter in nanašam gor, tako da zdaj se bo vse obrnilo. Zmešam. Prvo, kar opazam, je to, da sem čist brez, kako bi rekla temu, orientacije. Kakšna oblika je mojega obraza, ali kako bi temu rekla. Sploh ne vem, kako bi gobico postavila, da bi najboljš na površini ležala, ampak bomo probali narediti najboljši iz tega challenge-a. Tako da, jaz se bom najboljš potrudila, kakor sem lahko, ampak že zdaj povem, da me zna vmes malo zanest, tako da jaz upam, da se bom ta prav čas ustavila zanest v smislu, da znam avtomatično z desno roko pograbati, ne vem, čopič, karkoli in nadaljevati z desno, ampak jaz bom probala skozi sama pa se popozarjati, da moram z levo, 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 tako da bomo videli, kaj bo na koncu ratalo. Še ena stvar, ki jo pri podlagi tudi hitro opazim, je ta, da me že zdajle boli mišica, kar se mi pri desni roki nikoli ne zgodi. Naredim lahko cel make-up z njo, pa pač ni nič tazga. Tako da se prav vidi, da nimam natrenirane leve roke za take gibe. Gremo naprej na korektor. Že to je čist čuden držati takole. Takole. Orientacija moja z levo roko, mislim orientacija, sploh ne vem, kako bi temu rekla, čist mi je čudano, res prav grozen feeling. Verjamem pa, da če ste levičarji oziroma levičarke, bi bilo vam enako delati make-up z desno roko, se pravi z drugo, z nedominantno, če lahko temu tako rečemo. Še dobro, da bo kmalu konc tega tapkanja z gobico, ker me res ekstra boli roka, kot da bi delala sklece. Ne vem, kaj je to fora sicer, ampak okej. Zaenkrat zgleda v redu, ni neke razlike. Zdaj bom to sam na hiter z pudrom v prahu in pa pudrom v kamnu fiksirala. Kako je to čuden držati čopič v levi roki, no? Joj! Sploh ne vem, kako bom contouring zdaj delala. Na to pa sploh pomislila nisem. To bo še zabavno. Super. Ampak če mi pa tale make-up zdaj le rata, da bo dejansko zgledal dober,
pa grem nekam danes ven, mislim ven, vsaj na pijačo. Vsaj ven iz hiše oziroma iz bloka, toliko da lahko rečem, da sem bila v javnosti s tem make-upom, ki sem si ga naredila z levo roko. Ok, contouring. Kar strah me je začeti, to moj bog. Ok, čopič, čopič, čopič. Imamo ga. Ok, nič. Dajmo. Kako pa čem? A ćemo najprej to stran? Ajde, da vidimo. Ojoj. O ne, ne, ne. Gremo na to stran. Vsaka čast tistim, ki znate z obema rokama enakomerno, enako dobro narediti make-up, ker tole je noro težko. Po moje sicer, če vadiš svojo nedominantno roko, se pravi, da pač večkrat probaš narediti svoj make-up z drugo roko, tista, ki ni tvoja glavna, po moje se da itak naučiti, ker je vse v prijemu pa v gibih. Če ne drugega, je že sam pritisk na kožo, se pravi čopiča ali pa gobica ali pa česarkoli drugega drugačen, kot pri tvoji dominantni roki. A če biti mečkem preračunljiva, pa si dam bronzer, pa bo zgledal kot nadaljevanje kontouringa. Ne, ne bomo tega naredili. Bomo naredili oranžkast blush. Daj, da vidimo, ajde. Če bom imela takole tlele oranžno špuro, ne bo v redu. Sem mislila, da mi bo težji. Ok, highlighter. Ok, podlaga je narejena, zdaj so pa na vrsti obrvi. Dejansko nisem razmišljala o tem, da bom mogla tudi obrvi narediti, ampak če smo se že lotili, all in, tako da tole bom mečkam prevrtela naprej oziroma pohitrila postopek, ker zna biti zelo dolg, tako da. Zdaj pa pridejo na vrsto oči. In kaj bom danes naredila na očeh? Dobro vprašanje. Ne vem, nekaj si bom zmislila, en make-up, ne bo nekaj presenetljivega, verjetno bo še vedno moja cona obdobja, rjave, oranžne in tako naprej. Ampak, vzela bom tole paletko od Make-up Revolutiona, ker ima dejansko vse možne barve noter, kar rabim. Zdaj bom pa kar začela z prehodno barvo. Sem to pa res težko. Samo nočem videti, kako bom na tem oču delala. Kako bom roko, ojoj. Kako mi je strepalence res gor dala. A ja, če vas mogoče zanima, koliko časa drugače že delam ta make-up, glede na to, da pač pri editiranju določene stvari odpadejo oziroma ne vključam celotnega poteka, ker bi bil video čist predolg. Trenutno delam po mojem to že ene dobre pol ure. V tem času, če bi delala z desno roko, bi imela narejene po mojem zdajle že oči, pa verjetno tudi usta, samo še trepalence bi mi manjkale. Ojoj, to je pa čist čuden. A probam tako držati. Oh my god, počutim se kaj en debil, ki prvič drži čopič v roki in sploh ne ve, kaj dela. What? To je v bistvu tudi en tak challenge zame, da vidim, če dejansko zmoram. Lik danes sva se s Klemnom pogovarjala in rekel, če bi jaz lahko upravljala svoje delo, če bi se mi slučajno, bog ne daj, bom potrkala rajš, ampak če bi se mi zgodil, da bi imela, ne vem, roko eno, desno ali levo v gipsu, sem rekla, ja, make-up bi še lahko delala, če bi imela desno delujočo, se pravi zdravo, ampak če bi pa imela desno v gipsu oziroma karkoli poškodovano, pa odpade, no, bomo videli, kako se danes odrežem, ampak jaz mislim, da odpade. En Klemen vedno prav, kolikor razmišljaš, tako se bo zgodil, ne? Tako da, če bom zdaj pozitivno razmišljala, da bo na koncu full hud make-up, mogoče pa bo, ne? Bomo videli. Ok. Ojoj. Mečkaj mi je šlo v oči, ampak never mind, keep it pushing.
Ojoj. Ok, zdaj pa sem še temna v spodi. V zunanjem kotičku. Svet mi je noter šlo, superca. Pa se ne zgleda tako slabo. V redu, v redu. Zaenkrat se nič ne pritožujem, zaenkrat zgleda čisto v redu, čisto solidno. Tako da, manjka nam še notranji kotiček, pa bomo. A dam kar highlighter, dajmo highlighter. Zdaj gremo na maskaro. Ok. A vi veste, da si jaz moram še umetne trepalnice gor dati? Pa že maskara traja 3 ure, da si jo dajem gor. Maskaro gor dati z levo roko oziroma z drugo roko je skoraj toliko težko, kakor rešiti Rubikovo kocko, če je ne znaš rešiti. Tako da, zdaj veste, koliko težko je. Zdaj so pa na vrsti umetne trepalnice. Ok, trepke so ready, dajmo jih gor. Piceta. Ok, gremo še na drugo trepalnico. Usta bom tudi naredila v bistvu bolj v teh oranžkasto rjavkastih odtenkih, ker so to moje barve, tako da... Ok. Lip liner. Šminka, šminka. To je to. Ne, pozabila sem še. Sprejček. Ok. Z levo roko. Kako je težko z levo roko s kazalcem pritisniti, kot oni mehni otroci, ki hočejo, pa ne morejo, ker nimajo moči. To je čisto easy. To ni šans. Ok, to je končan make-up. Kako se nam zdi? Vas bom mečkam približala, da vidite, kako dejansko izgleda bolj od blizu. Takole, no. Evo, in to je končan make-up challenge, oziroma tale make-up look. Jaz mislim, da sem se kar v redu odrezala. Jaz moram tako reči, da ne, svaka čast vam vsem, ki znate delati make-up z obema rokama, ki vam gre, ki delate to na dnevni bazi oziroma redno. Jaz bom tako rekla tudi zase, sem sama sebe v bistvu presenetila, ker sem mislila, da mi bo slab šlo, ampak moram pa povedati tudi to, da me je pa roka, leva roka pri celotnem make-upu precej bolela. In po moje je to zaradi tega, ker enostavno pač nisem navajena delati teh gibov, toliko močno pritiskati in tako naprej s to roko. To dela drugače vse moja desnica. Če so vam všeč taki challenge, lahko je make-up challenge, lahko je tudi kakršenkoli drug izziv v povezavi s čemerkoli. Dajte mi v spodaj v komentarjih napisati svoje predloge, mogoče kaj naj v naslednjih parih videih tudi posnamem. Meni so zanimivi, no, tako jaz jih tudi rada sama gledam od drugih youtuberjev, mogoče ta 10-minutni make-up challenge ali pa, da bi si dala kakšno minuto manj, 5 minut recimo, bi to znali biti zanimivo, bomo videli. In ja, jaz upam, da ste uživali v tem videu, da ste se vsaj kaj nasmejali, da vam je bilo zabavno, kakorkoli. Hvala, da ste bili z mano in se vidimo naslednjič. Čau!